Danes v Pomurskem dnevniku. Maraton 3 src. Soboški park poln odpadkov. Muraši po tekmi. Arriva zahteva javno upravičilo. Vreme, jutri bo jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V soboto se je v Radence po 2 letih premora vrnil maraton 3 src. Na tokratni jubilejni 40. izvedbi so se spet združili ljubitelji teka in pohodniki. Pa si poglejmo nekaj utrinkov. Tekaški praznik Radencev bo udeležencem in organizatorjem ostal v lepem spominu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Po 2 letih premora zaradi epidemije se je namreč v soboto ponovno odvijal v živo. 40. jubilejna izvedba pa je postregla s športnim dogajanjem na najvišjem nivoju. Vsi smo srečni, zelo se veselime, da smo spet tu na odru, spet tu na mestu, kjer vedno je potekal maraton in končno lahko slavimo 40-letnico maratona. Kot pojasnijo organizatorji, po 2 letih premora niso vedeli, kaj pričakovati, a odzivi so bili neverjetni. Letošnji maraton 3 src je tako obeležil v družbi več kot 4500 udeležencev. Nervozno, polni adrenalina, polni pričakovanja, ampak vsekakor veseli, da smo se vrnili nazaj na prizorišče. Kot vidite, tekačev se je zbrala lepa množica, pohodniki so že na poti, pričakovanju potem popoldanskih tekov še. Že pred maratonom je bilo zaznati veselja in pozitivnega vzdušja. Tekači in pohodniki pa polni energije in zadovoljni, da so se udeležili tega tekaškega dogodka. Nekaj jih je prišlo posamično, veliko pa tudi v skupinah. Ja, zato, ker zdaj par let ni bilo maratona, pa smo se cel čas pripravljali. Zdaj pa vsi smo športniki, vsi se ukvarjamo športom, tako da smo se nekako dogovorili, da se malo podružimo, pa da pridemo, da se imamo fajn. Nordijska hoja, to je dobro za kolena. Kako se vam vzdušje? Enkrat super. Sami ali Ne, z našo ekipo. Tekmovalnega športnega programa se je skupno udeležilo 2200 tekačev, še 86 športnikov pa se je pomerilo v nordijski hoji. Največ udeležencev je štel tek na 10 km in sicer skoraj 800. Kakšni pa so bili odzivi prvih tekačev, ki so prišli na cilj? Jaz sem vsakič rada pridem, danes je bilo nič težje zame, ker na to stvari nisem navajena, ampak ena mojih ljubših tekem, tako da rada se vračam. Zanimivo je pa tudi zelo vroče, se pozna ta vlaga, ampak nasploh lepa izkušnja. Tekači so bili s progo zadovoljni, vzdušje navijačev pa jih je spodbujalo do cilja. Kot pojasnijo, se bodo v Radence še vrnili. So se pa vsi strinjali, da je bilo izredno vroče. Proga je lepa, res je ravna. Če bi bile temperature malo nižje, mogoče, da bi bila tekma v jeseni, bi bila idealna za kakšne osebne rekorde. Tudi publika je skoraj celi čas v progi, tako je prijetno lahko. Super je bilo, res ful fajn vzdušje, res je bilo fajn teči. Edino malo je bilo prevroče. Kaj pa sicer nam ostalih ni bilo posebej blizu, so moški dajali tempo? V bistvu ne vem, no jaz sem samo tekla. Maraton Radenska Klasik na 42 km je bil letos tudi državna tekmovalna disciplina. Naslov slovenskega prvaka v maratonu je osvojil Janez Smolej iz Radovljice s časom 2 uri in 35 minut, najboljša maratonka pa je bila Andreja Gorčan iz Ormoža s časom 3 ure in 35 minut. Na progi je bilo vroče, malo bilo vetra, ampak so mi tekači pomagali, da sem držala tempo in sem prišla v cilj, tako da ni bilo večjih težav, sem pa tekla po pameti, ker je bila strah vročina. Državna prvaka sta ob tem dodala, da sta se na tek pripravljala že več let, zmage pa nista pričakovala. Nisem pričakoval, sicer sem bil med favoriti, ampak maraton je maraton, lahko se zgodi marsikaj. Kakšna je bila proga zahtevna? Pa ne, zelo ravninska, kar je pač ta vlaga, vročina, ampak to je isto. Jubilejni 40. maraton 3 src v Radencih je, kot pravijo organizatorji, presegal vsa pričakovanja. Po številkah se je približal številkam udeležencev iz leta 2019, kar je zelo dobro in spodbudno za naprej. Organizatorji hkrati upajo, da bodo tudi prihodnje leto lahko izvedli maraton. Po
Pomurski maturanti so se v petek po ulični četvorki odpravili v Soboški park na veselo rajanje in poslavljanje od šolskih klopi, a park v soboto zjutraj ni bil videti tako veselo. Maturantje so se v petek v Murski Soboti poslovili od šolskih klopi. Ob 12. uri so na Slovenski ulici zaplesali četvorko, nato pa so se odpravili še na druženje v Soboški park. Veselo dogajanje v parku je trajalo pozno v popoldne. Kljub nasmejanim obrazom dijakov in lepemu zaključku srednje šole, pa situacija drug dan ni bila ravno bleščeča. Po celem parku je bilo namreč zjutraj razmetanih na kupe smeti. Na tleh je ležalo vse od plastenk, bazenov, pa vse do vrečk, steklenic, hrane, trakov, šotorov, embalaže in ostalih odpadkov. Je to vrstno početje res potrebno? Vsekakor se strinjamo, da dijaki zaključijo svoje šolanje, se veselijo in družijo. Konec koncev je druženje v Soboškem parku že tradicija. Kar pa ne pomeni, da lahko smeti puščajo vse povsod po parku. Kozarce, plastenke, vrečke, steklenice in ostalo kramo, ki so jo v petek pridelali, bi lahko tudi pospravili. Menimo, da bi se lahko vsi skupaj potrudili za bolj čisto okolje, pa tudi, če ne bi šlo za park v središču mesta. V četrtek ob 18. uri se bo v avli Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota odvijal dogodek Šopek srčnih resnic. Več o tem dogodku pa nam bo povedal predsednik Slavističnega društva Prekmurja, Prlekije in Porabja Franci Just. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi vi. Torej, za kakšen dogodek gre? Gre za spominski literarni večer v spomin leta 2020 preminulima literarnima ustvarjalcema iz našega okolja, Karolino Kulmanič in Rudija Ringbauerja. Naslov Šopek srčnih resnic se navezuje na njuni dve zadnji knjigi, ki sta leta 2020 izšli, in sicer Karolinino novelo Šopek prebrisanih damic in Rudijevo knjigo aforizmov Ušiljene resnice. Zakaj poleg besed šopek in resnice še pridevnik srčnih? Zaradi tega, ker sta bila oba, Rudi in Karolina, srčna človeka in tudi srčna ustvarjalca. Obe se spominjamo kot zelo toplih oseb, ki sta svojo prijaznost in dobrodušnost na široko razdajala naokrog in podobna sta bila tudi pri svojem literarnem ustvarjanju. Bolj kot filozofska misel ju je pravzaprav vodilo njuno osebno odzivanje na disharmonije, na veselja in žalosti življenja. Zato takšna kombinacija v naslovu. Gre torej za spominski dogodek, spominjali se boste teh ustvarjalcev? Ja, morda se bo kdo vprašal, zakaj ravno Slavistično društvo Prekmurja, Prlekije in Porabja organizator tega dogodka. Zato, ker sta bila oba tesno povezana z delovanjem našega društva, še zlasti Karolina Kulmanič, ki je bila dolga leta članica takratnega Slavističnega društva Pomurja in je pomagala organizirati več slavističnih kongresov v Pomurju. To so bili vse slovenski slavistični kongresi in je upravičeno bila tudi častna članica našega društva. Z Rudijem smo pa predvsem intenzivno sodelovali leta 2005, ko smo pripravili zvočno zgoščenko njegovih pesmi. Soboški park se imenuje, na njej so pa prekmurske priredbe, on sam jih je pripravil, znanih madžarskih halgatov. In ta zvočna zgoščenka je bila pravi hit na Slovenskem slavističnem kongresu leta 2005 v Lendavi in še danes si večina udeležencev takratnega kongresa je ta dogodek zapomnila prav po Rudijevi tej zgoščenki. Kako pa bo potekal program Šopek srčnih resnic? Mogoče nastopajoči? Ja, kot rečeno, rdeča nit tega dogodka bosta obe zadnji njuni knjigi, Šopek prebrisanih damic in pa Ušiljene resnice. O nastanku in vsebini Karolinine novele bo več povedal založnik in urednik Robert Titan Felix. Jaz bom pa pobliže predstavil to zadnjo Rudijevo knjigo in pa Rudijev aforistični
opus, sicer pa bodo odlomke iz obeh knjig interpretirali člani Slavističnega društva Prekmurja, Prlekije in Porabja. Poleg mene bodo to še Gabriela Granfol-Peurača, Zdenka Jelenovec, Štefan Kardoš, Katja Balažic, Irena Štuhec in Metka Celec. Mogoče bi še to poudaril, da bo dogodek imel poleg literarno-spominskega značaja tudi humanitarno noto. Namreč prostovoljni prispevki za Rudijevo knjigo Ošiljene resnice bodo namenjeni za pomoč otrokom iz Ukrajine, ki so se zatekli k nam v Pomurju. Tako smo se dogovorili z društvom Svobodna Ukrajina, vodstvo društva bo tam prisotno in bo pravzaprav te prostovoljne prispevke tudi prevzelo. Koga bi pa pravzaprav povabili na ta dogodek? Komu bi ga priporočali? Ja, pravzaprav vsem, ki so Rudija in Karolino poznali, pričakujemo jih kar veliko, mnogi so jo poznali, seveda sta pa oba tudi takšni literarni imeni, da bi bilo prav, da se dogodka udeležijo tudi mlajši, ki jo morda osebno niso poznali, se pa spoznavajo z njunim literarnim delom preko šole ali kako drugače. Nameravate v prihodnje organizirati še kakšen tovrsten dogodek? Ja, letos nas čakajo veliki načrti. Mineva namreč 5. leto od smrti velikega literarnega ustvarjalca iz našega prostora Milana Vincetiča. Za oktober ob obletnici pripravlja društvo posthumno izdajo njegovih pesmi, ki so ostale v literarni zapuščini še neobjavljene, in pa dokumentarni film o njem. Super, najlepša hvala. Želim vam uspešno izvedbo dogodka in hvala, da ste delili informacije o dogodku z nami. Hvala tudi vam za povabilo. Črno-beli so se včeraj v Fazanariji na zadnji tekmi letošnje sezone pomerili proti ekipi iz Maribora. Državni prvaki so postali vijoličasti, ki so v zadnjem krogu prve lige Telemach premagali Muro s 3:1. Mura je prvenstvo s 57 točkami tako končala na 4. mestu. Maribor je z zmago v soboški Fazanariji potrdil prvo mesto v letošnjem državnem prvenstvu. Štajerci so z zadetki Roka Kronavetra, Martina Milca in Ognjena Modrinskega ugnali Muro, ki po avtogolu Milca ni uspela priti do preobrata. Kot pojasni trener Čontala, je bila ekipa utrujena in mentalno nepripravljena. Nasprotniki pa so bili nedvomno boljši in so si zmago zaslužili. Ne moramo biti zadovoljni za našo tekmo. Enostavno smo bili mentalno že preveč prazni. Ne, da si ne bi želeli, sigurno smo si želeli, ampak tiste dodatne energije mentalne nismo imeli, da bi danes lahko parirali odličnemu Mariboru, ki je zasluženo zmagal in osvojil naslov prvaka. Bil je boljši danes v vseh pogledih in mislim, da njihova današnja zmaga sploh ni sporna. Črno-beli se tokrat na gole niso tako dobro odzivali. Premalo so bili napadalni, kar je posledično pomenilo tudi premalo priložnosti. Zaostanek so znižali le v 65. minuti, ko je Martin Milec žogo nesrečno preusmeril v lastno mrežo, potem ko je skušal po prodoru Luke Bobičanca izbiti predložek Mihaela Klepača. Maribor je imel več priložnosti, mi smo si le s težavo ustvarjali kakšne situacije oziroma prehajali nasprotnikov v polovico, bili so zelo agresivni. Enostavno je ta zadetek visel v zraku, ampak potem sem vseeno pričakoval, ko bomo prejeli zadetek, da se bomo dvignili, da bomo lahko odreagirali, ampak enostavno ni bilo danes dovolj energije v nas, da bi se lahko odzvali, tako smo se na katerih prejšnjih tekmah. Zasedba iz štajerske prestolnice na prekmurski ravnici tako slavi 16. naslov državnega prvaka, prvega po letu 2019. Kaj so ob zmagi povedali vijoličasti? Mislim, da smo danes prišli v tekmu točno tako, kot smo se pričakovali, in mislim, da smo tudi zasluženo zmagali. Vsaka čast fantom, da so tudi danes, bi rekel, v enem odličnem ambijentu prikazali igru, katera se podobi, bi rekel, prvaku, tako da moram biti zelo zadovoljen s tem, kar smo videli danes na igrišču.
Mura je sezono tako končala na 4. mestu lestvice. Maribor je bil začeto Damirja Čuntale na tekmi zadnjega kroga sezone prevelik zalogaj. Kljub temu pa so nastop v evropskih tekmovanjih in 4. mesto že potrdili na prejšnjih preizkušnjah. Kot zaključi trener črno-belih, se že ozira tudi proti novi sezoni. Počitka ne bo veliko, premor pa bo trajal le nekaj časa. Potrebno bo zavihati rokave in iti novim ciljem nasproti. Kot smo poročali, je avtobusna družba Arriva prevzela del javnih linijskih prevozov v Pomurju, kar pa je zmotilo zaposlene na avtobusnem prometu Murska Sobota. Menijo, da je skupina Arriva ponudila nizko ceno le za območje Pomurja z namenom, da bi jim škodovala. Arriva zdaj zahteva javno opravičilo. Po besedah direktorja avtobusnega prometa Murska Sobota nikakor ne velja teza, da je v Pomurju vse cenejše. Stroški delovne sile, goriva, amortizacije in drugi stroški so namreč po vsej Sloveniji skoraj enaki, saj vendar živimo v isti državi. Zato ne razume dejstva, da je lahko avtobusni prevoznik Arriva ponudil nižjo ceno za Pomurje ter posledično izrinil domačega ponudnika. Meni, da gre pri izboru ponudnika za enaka protipravna dejanja, kot jih je Agencija za varstvo konkurence pravnomočno ugotovila že pri neuspelem razpisu leta 2010. Medtem so se v Arrivi odzvali z očitki in zahtevajo javno opravičilo. Kot so zapisali v zahtevi za opravičilo, naj bi avtobusni promet Murska Sobota v številnih medijih podajal neresnične, skrajno žaljive in hkrati zlonamerne informacije v zvezi z družbo Arriva in njenim sodelovanjem na razpisu. Kot še dodajajo na Arrivi, je jasno, da je družba Arriva na tem razpisu uspela na povsem zakonit način. Najugodnejšo ceno so ponudili na podlagi izračunov dejanskih kazalcev in stroškov. Prav tako v ozadju ni bilo nikakršnih dogovarjanj ali drugih nezakonitosti. Zaradi tega pozivajo avtobusni promet Murska Sobota, da se za neresnične izjave upraviči ter jih prekliče. Ukolikor tega ne bo storil, bo družba Arriva primorana svoje pravice in interese zavarovati po sodni poti, so še zapisali v javnem zahtevku za opravičilo. Pred tednom je odjeknila novica, da soboški župan Aleksander Jevšek odhaja za ministra v novo vlado. Kdo bo torej vodil soboško občino? Nekaj imen o novih potencialnih kandidatih že kroži v javnosti. Več o tem ter druge zanimive novice pa si lahko preberete na sobotainfo.com. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Danes smo imeli pretežno oblačen dan s temperaturami okrog 17 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 15, v Lendavi, Murski Soboti in Radencih pa 17 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah možna megla. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 23 do 28 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okrog 14 stopinj, dnevne pa od 29 do 30 stopinj Celzija. V sredo bo sprva precej jasno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte spet nekoliko pogostejše. V četrtek bo zjutraj pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo. Nastalo bo še nekaj ploh in neviht. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 14 do 15 stopinj, čez dan pa od 25 do 29 stopinj Celzija. To smo za vas pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tvidea.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.